danes bomo počeli to, kar na cesti nočemo, da se nam zgodi. Ne? Avto bo pobegnil bo s prednjim delom, pobegnil bo z zadnjim delom in to bomo počeli s tem namenom, da bomo videli, kako se elektronika takrat odziva, kako se štirikolesni pogon odziva, kaj naredi. Hkrati je pa to tudi nek vozniški fitness, ki vam lahko pride prav, ker take situacije se lahko zgodijo tudi na cesti. Avto ima težo samo enkrat razporejeno tako, da je na kolesih teža čist ves čas enako. Samo enkrat, ko je parkiran. Takoj, ko spelje, gre teža nazaj. Ko zavira, gre teža naprej. Ko gre v ovinek, gre levo, gre desno. Ves čas je to igra prenosa teže. In to zelo vpliva na vožnjo. In to je tisto, kar pravzaprav tudi avtomobile loči med sabo. Eni so narejeni na ta način, da že prikonstruirajo, upoštevajo vse te porazdelitve mase in avto peljejo vozniško v eno smer, drugi temu posvečajo manj pozornosti. Potem je pa še velika razlika v tem, kakšne asistenčne sisteme ima vsak avto, da lahko pomaga te prenose teže v vožnji tudi krotiti. Mi bomo danes predvsem spoznavali dve fazi teh prenosov, in sicer prenosa mase naprej in pospeševanja. Mi bomo pa danes pravzaprav avto silili v to, da bo šel z maso tja, kamor bomo želeli, in bomo potem gledali, kako se proti temu bori elektronika in kaj lahko naredimo mi. Še, tukaj bo ovink, zavijemo pa gas. Vse to bomo počeli na ovinkih. Zanimajo nas ovinki, ker ovinki so zanimivi ravno zaradi tega, ker je vsak po svoje uganka. Nikoli ga nimaš preštudiranega do konca. Se spreminjajo temperature, se spreminjajo koti, spreminja se vse mogoče, a ne? In recimo quattro pogon, štirikolesni pogon, je dober ravno zaradi tega, ker lahko v ovink prideš z nekoliko nižjo hitrostjo in potem greš z višjo hitrostjo ven. Na tem mestu bi bilo pametno povedati tudi nekaj o štirikolesnem pogonu. Štirikolesni pogoni so bili seveda pred Audijem, ampak Audi jih je dal v osebne avtomobile na drugačen način. Prišlo je pa do tega tako, da so, ko so testirali avtomobile tam že v 70-ih letih, pa potem 77. leta, je pa predvsem to preskočila ta tehnična iskra v glavi enega od inženirjev, ko so avtomobile testirali na Japonskem in imeli zraven enega Volkswagena vojaškega štirikolesnim pogonom, ampak to ni tak štirikolesni pogon, to je bil mehanski štirikolesni pogon z zapolnjenimi ročicami. Ker je Audi prežet za športnostjo, so rekli, mi to moramo spraviti tudi v osebne avtomobile, ampak na način, da voznik ne bo nič imel dela s tem. In potem so tukaj nedaleč stran, kar pravzaprav nas malo mogoče približa Audiju še na drugačen način, na prelazu Thuraher v Avstriji, to je uro od vožnje od tukaj, ki je velik vzpon, so inženirji pripravili Audi 80 štirikolesnim pogonom, prišla je uprava Audija in so preizkusili avto. Tam je bil en tak zelo močna osebnost v svetu avtomobilizma, Ferdinand Piech, takrat ni bil še prvi človek Audija in je preizkusil to in so šli v ta klanc gor po snegu z letnimi gumami, medtem ko so drugi za zimskimi že dajali ketne gor. In takrat so oni rekli, to moramo imeti. Ravna cesta, pred zavojem smo, pridemo z eno hitrostjo in z quattrom lahko začnemo prej pospeševati. 3, 4, zdaj, zavoj, tako, še, bo sprednji del potegnil sam. A ne veselite se prehitro, štirikolesni pogon ni vse mogočen. Štirikolesni pogon ima samo eno prednost in to je, da pospešuje pri pospeševanju. Je pa ta seveda ključna, ne? In pri pospeševanju iz ovinka je to še posebej zanimivo. Se peljemo po cesti, zavijemo in rečemo malo sem bil prehiter, ne? Ker ne gre levo, ampak gre še zmeraj naravnost. Gre naravnost v steno, gre naravnost v drevo, v pločnik, ne? To je ta trenutek, ki ga poznamo in nam ni všeč in nam je moteč in takrat pravzaprav večina voznikov še bolj zapira tja, kamor hočeš iti. V resnici, ne, je pa to, kar vam bom zdaj povedal, kristalno jasno, ne, kaj je treba narediti, ampak jasno je tukaj, ne. Ko prideš v situacijo, pa ko greš naravnost proti steni, pa je logično, da hočeš stran, ne. Namreč, pneumatika, ta sprednja, ima profil tako narejen, da dobro grabi v tej smeri. Delno grabi še
ovink seveda, ne. Ko pa ti enkrat zapreš ta profil, imaš kot zavoja v volanu tako močno nagnjen sem, je pa profil pnevmatike tako, ni več v smeri vožnje. Pnevmatika bi mogla iti tja, ne, in bi spet grabila v pravi smeri. Zdaj pa ne more grabiti, si jo zaprl. In se pravi, še težje bo šlo v željeni smeri kot sicer, ker se je spremenil ta ključni moment, kje ima oprijem in kako grab, ne. Takrat je torej treba, se pravi, zgodi se to, da gre sprednji del iz smeri, bi mogel človek malo obrniti proti drevesu, ne, steni, pa počasi nazaj, ne. Tako da zato je treba imeti pa izkušnja ali pa en drug organ, ne. Pomaga pa seveda tudi vaja, ne, in ravno to bomo danes lahko poskusili, predvsem bomo pa videli, ker elektronika ogromno naredi, ne. In zdaj smo pa v tistem delu, ki je pa v resnici najbolj zanimiv. Tukaj gremo zdaj na drug pojav, se pravi pobeg zadnjega dela. Tukaj se avtomobilski proizvajalci med sabo danes zelo razlikujejo. Danes imajo že skoraj vsi štirikolesne pogone. Imajo tudi različne štirikolesne pogone, rešitve imajo različne in tako naprej. Velika razlika pa nastane od takrat, ko se je v avtomobile noter naselila elektronika. Greš kot kupec, greš in kupiš avto in ima ABS, ima ESC, a ne, in si odklopil, a ne. Ta ABS ali pa ESC je čist drugačen, kot je pri kakšni drugi tovarni. Ni fair, ti si zaveden. Ti si v resnici dobil nekaj, ampak je na taki razvojni stopni, da je to čist nekaj drugega, kot je recimo pri nekem drugem proizvajalcu, a ne. Zato, ker je ta vlaga toliko več v to, da naredi to boljše, a ne. Razlika med tem boljšim sistemom in slabšim sistemom elektronike in štirikolesnega pogona je v zajcu. Kakšnem zajcu? V tistem zajcu, ki ga ujameš ali pa ne. In zdaj se spomnimo vsi na tiste znane posnetke na National Geographicu recimo. Kad divja mačka teče in lovi kakšnega kunca ali pa zajca. Vidiš, kako ga dohiteva. Močnejša je, večja je, težja je, dohiteva ga. In takrat zajec zadnji trenutek skoči desno. Zdaj se pa osredotočimo na pumo, ki mu sledi. Takrat puma pritisne dol sprednje noge. To so sprednja kolesa. Zagrab noter. Kaj se zgodi? Zadnji del njen se dvigne. Pri avtu se dvigne zadnji del. Absolutno. Toliko zelo se dvigne, da zbeži. Z repom začne iskati težišče. To dela že elektronika. Že popravlja zadnje kolesa. Kolikor imajo zadnja kolesa še stika, ga zdaj leva, desno lovi. Takrat poskuša puma vleči z rokami v smeri tja. Še prej pogleda tja. To je tisto, kar moramo pa vozniki sami narediti. Ona pogleda tja za zajcem, ker prej ne more zaviti. In mi tudi danes, ko bomo vozili ovinke, najprej moramo pogledati tja, pol pa zaviti. Pogleda tja in začne grabiti. S prednjimi in zadnje noge padajo v tiste luknje in grabi ven. In to isto dela štirikolesni pogon. Ampak, da to lahko naredi, mora pa kup elektronike delati. Ker ravno to, kar pri pumi dela tisto, da mišice zdaj tle več, tle manj, da to naravno ona dela. Tako, ker mi naravno stojimo, pa ves čas se mišice premikajo. To dela pa zdaj ta senzorika elektronskega sistema. Ne? In zato je to tako drugačna vožnja, kot smo bili navajeni recimo še takrat, ne? Tisti, ki smo vozili avtomobile, ko ni bilo niti ABS-a pa ESC-a. Ko si pritisnil bremzo, so vsa štiri kolesa vedno enako prijela. Zdaj tudi slučajno ne. Zdaj se tukaj samo eno kolo zabremza za to, da gre avto v željeni smer. Samo eno. Pa še recimo lahko držimo gas. Pa bo začel zavirati na eni strani, zato da bomo šli tja. In to je ta razlika v zajcu, ne? Ali ga ujameš, ali ga pa ne ujameš. Vključimo elektroniko, ESC je vključen in gremo. Kako učinkovita je elektronika v praksi, smo torej preizkušali na našem planiškem zimskem doživetju. To je losov test, tako se mu reče, to je klasična vaja, ki v bistvu ponazarja eno situacijo, ki je na cesti zelo pogosta, in to, da se pelješ po svojem voznem pasu, se nekaj zgodi, nekaj skoči in moraš zapeljati na drug vozni pas, pa se nazaj vrniti, ne. Zdaj ta situacija je taka, da pogosto lahko pride tudi do tega, tako kot sem prej rekel, recimo, da takrat še zaviraš,
prenos mase se zgodi naprej, avto odzadaj se dvigne, zaviješ levo in ga zaniha. To je na avtocesti tudi pri nas v Sloveniji pogosto. Še posebej se zgodi, recimo, kadar so ti tujci s preobremenjenimi avtomobili in na hitro reagira, zaspal je, prepozen je bil, pa preveč sunkovito potem zapelje na eno stran, pa na drugo stran prije do tega nihaja mase. Ne? Mi bomo to danes naredili tukaj. To vajo smo naredili po klancu navzdol, kar je seveda še bolj zoprn, ne? Ker je pač seveda masa to kar naprej magnena, se mora še bolj samo z dvema loviti, pa še po snegu. Pravzaprav nekje od spodaj je celo kar živ led. Kot rečeno, zanimajo nas ovinki, tam se dogaja, ne? Slalom je lepa vaja zaradi tega, ker tam se bo delati treba pravilno z rokami in delali boste tudi na tem, kako se pospešuje. Takrat bomo nagnali avto na eno stran, pa ga bomo spravili pa v nihaj, pa ga bomo na drugo stran spravili, pa ga bomo spet, pa ne, cek. In hkrati bomo videli, kje zdaj se ustavlja. Malo bomo probali čutiti to, čuti se pa tle gor, čuti se v riti in čuti se v prstih. Ista vaja je, ohrani se ta daljši zavoj, ne, skozi katerega bomo poskusili slalom, malo zaprtih, malo daljših. Ves čas bomo na različne načine se spopadali z ovinkom in iskali enkrat izhodne hitrosti, enkrat kaj dela pogon v izhodni hitrosti, drugič se bomo ukvarjali z elektroniko pri vstopu v ovinek, kaj ta naredi. Ker vse šole, kjerkoli na svetu smo že bili in se ukvarjajo z tečaji varne vožnje, tam je tega sicer najmanj, ne? Ker vi danes absolutno niste na tečaju varne vožnje, ne? Niste tudi na nevarni vožnji, ne? Ampak v glavnem, to je delček tistega, kar se ima recimo v nadaljevalnih ali pa športnih tečajih, ne? In tam se ukvarjajo pravzaprav samo z ovinkom. S kakšno hitrostjo še najvišjo lahko pridem do ovinka, kje moram začeti zavirati, da se bom nehal ustavljati pred začetkom ovinka. Tako je naprej, ne, se pravi, avto pospešuje, začne zavirati. Tik preden se ovink začne delati, na vstopni točki ovinka se mora nehati zavirati, da se masa porazdi malo nazaj, ker če ne je preveč, ne, spomnim se pumo, ne moreš in tja in sem, vse naenkrat ne bo šlo, a ne, spusti, da se razbremeni malo od spredi masa, gre malo na zadnja kolesa, takrat se zavije, ker ima sprednja kolesa gume imajo malo več oprijema, se zavije in potem se začne pospeševati ven. Kje se začne pospeševati, kje moraš nehati zavirati, je pa seveda vsakič znova neka, ne, moraš pa videti, ne. Pravilno sedenje in idealna ureditev celotnega vozniškega delovnega prostora je temelj dobre vožnje. Ko je Audi s svojim legendarnim rally avtom S1 vstopil v svet rallija, je tudi na področju sedežnega položaja spisal svojo zgodovino. Prvi dirkači, ki so bili izbrani, da se z novim pogonom Quattro pomerijo z najhitrejšimi v rally svetu, so namreč iz asketskih dirkaških sedežev olupili še preostanek tanke pene, saj so hoteli biti na ta način še bolj v stiku z gibanjem in drsenjem avtomobila. Ta se je v ovinkih obnašal drugače, kot so bili vajeni avtomobile čutiti prej, in ker avto z nami komunicira prek sedeža in volana, je bil kar najbolj neposreden prenos informacij zanje ključen. Nič drugače ni bilo niti v našem primeru. Za idealno testiranje štirikolesnega pogona Quattro in elektronskih asistenčnih sistemov v mejnih vozniških območij je bilo namreč nujno iz sedeža in volana informacije o prenosih mase ter učinkih pogona in elektronike pridobiti hitro in jasno. Najprej smo odmerili pravilen odmik sedeža in določili primerno pokrčenost nog. Enako ponovili z naslonom in izmerili kot in višino rok, za večjo varnost dvignili še vzglavnik ter se spomnili, da je volan treba sočasno vleči in riniti. Praviloma vozniki počnemo le prvo, a na ta način pri zahtevnih manevrih nimamo idealnega prenosa informacij. S pravilno nastavljenim sedežem in volanom smo odprli vrata v cesarstvo vozniških čutil. No, vsaj morali bi jih. Potisna sila na zavoro za nogo ni nič kaj manjša, če je noga takole pokrčena. To pa poskusite tako, da si date toliko blizu, da ko jo pritisnete zavoro do konca, je tlele, recimo za en prst prostora. Potem gremo z ritjo do konca noter,
kar je zanimivo pri tem naslonu, ne, je to, ne, da tisti, ki sedijo bolj tako sproščeno, ne, čeprav ni res sproščeno, pač tako so se navadili, v primeru, da pride do kakšne situacije, ni treba, da je do trka, da se nekaj zgodi na cesti, ne. In zdaj se nekaj zgodi in se dvigneš. Ko se dvigneš, nič več ne veš, kaj se dogaja z avtom. Ne, zato je treba naslon dvigati toliko gor, da si bomo to tako naštimali, da imamo ramena v zgornjem delu naslonjena na sedež in more roka je tlele čez. To pa zaradi tega, ker kar se bo z avtom dogajalo, od tukaj naprej, bomo čutili tlele gor pa vriti. Vrteli bomo pa takole. Do tukaj, ne, do takole še čez, ne, bo pavc kar gor na prečki. Od tukaj naprej bo pavc tekel po volanu, zaradi tega, ker če pride, in to se lahko zgodi tudi na cesti, če pride do tega, da kolo potegne kakšna luknja ali karkoli že, volan v drugo smer ga lahko primeš. Približno se že skoraj stika z drugo roko, se priprime čez in se obrne. Se pravi, gor, sem. Najboljš bi bilo, če bo sneg ta prav, pa če nam bo dobro šlo, da bomo v bistvu delali samo tokle, vse ostalo bo naredil pogon. Ne? Tole bo treba delati, pa pol bo treba pogledati tja in gledali tja, z volanom boste pa samo takole naredili. Pa boste pa pogledali kje, pa boste takole naredili. 3, 4, zdaj! Gas do konca! Zdaj gas! Tako se to dela. Lepa, odlično. Pa na desno. Tako se to dela. Recimo, da pridemo v ovinek z previsoko hitrostjo, nekoliko spustimo plin, masa avta gre na sprednja kolesa, takrat pa dodamo plin, usmerimo v želeni smeri. Zdaj bomo naredili to, kar na cesti res ne maramo, da bo avto s prednjim delom ali zadnjim delom pobegnil, tekoče, zavijemo gas do konca, na drugo stran spustimo gas do konca, tako, pa odlično, super, lepo, super. Mi bomo mogli najti prave občutke, kdaj prvič elektronika popravi ta manever in kdaj lahko sami z prenosom mase in pogonom odpeljemo avto v želeni smeri. Zdaj moramo začeti občutiti stvari, kot so prekrmiljenje, podkrmiljenje, kaj naredi elektronika, kje odvzame moč. Ravna cesta, pred zavojem smo, pridemo z eno hitrostjo in z kvatrom lahko začnemo prej pospeševati. 3, 4, zdaj, zavoj, tako, še, bo sprednji del potegnil sam. Zdaj elektronika dela vse tiste čudeže, Q7 gremo, z izključeno elektroniko, vse tiste čudeže, da ustavi avto v želeni smeri. Še, tukaj bo ovink, zavijemo, pa gas. Ok, na drugo stran, pa na desno stran, roke na volanu, odlično. Zdaj noter, pa na drugo stran, pa pogled zdaj na desno, volan. Ja, odlično. To, držati ga. Zdaj pa spustiti, pa še enkrat, pa na desno. Tako se to dela. Lepa, odlično. Katera stvar vam je bila najbolj všeč, pa zakaj? Kaj daš gas, kaj te obrne okoli. Prva, ker se je malo več driftal, v bistvu dobiti tisti občutek, kdaj je avto drsi, kako ga peljati z drsenjem. To bi bilo najbolj tako, mislim, največ adrenalina je. Mene so pohvalili, ne ga niso. Začetka malo se strahem, malo tako, potlej, ki se pa navadiš, pa bi pa kar še. Ker so nam lepo povedali, so nas lepo vodili, ne, pol pa že dojameš, ne, kaj moraš delati, kdaj, ob katerem času, super, res. Pogled, zavoj, gas, nazaj, kontra, spet. Moraš pogledati najprej, kam hočeš iti, pa dati gas v to smer.
Glede na to, da ste iz zavarovalniškega sveta, ne, bi moral vsak voznik poizkusiti to, pa dobiti potem malo nižjo premijo. Kako je? Absolutno bi bilo treba poskusiti, vsak mora to poskusiti. Dejansko ti da to neko izkušnjo, ki jo ne moreš na cesti dobiti. Ne. Losov test je bil zanimiva varianta. No, Ja, pa polono, ko si mogel drefati, levo, desno, špica. Tisti, ki greš dol v dolino, tam sem jaz večkrat cvikala. No. Kje človek najbolj čuti to energijo, ki se pretaka? Ja, pri Losovem testu sigurno, ker smo se vozili navzdol. Hitrem izogibanju oziroma spremembi smeri, pa potem še enem popravku. Ko smo prenašali težo, iskali težišče v hrbtenici, v ramenih čutiš zelo dobro. Dol tale spust, pa pol nisi vedel, kam bo šel levo, desno, pa se moraš v trenutku odločiti. Scary varianta, kaj boš naredil? A ga boš povozil, a boš šel mimo? Tisti trenutek? Trenutek je bil za me enkrat prepozen, si ga ravno šel. Ko Puma lovi zajca, ne? Ja, sebi ga tudi. Puma lovi zajca, verjetno ne obratno. Ne? Zajc je všel. Pač kadar Puma teče, pa ga zajca dohiteva, pa zajc odskoči. Ker je lažji, lahko hitreje spremeni smer in v trenutku, ko zajc spremeni smer, ima Puma kar veliko dela. Ne? Zagrebe sprednje tace, pa da zadnje tace v tiste luknje, da se lahko obrne. Ker seveda najprej mora vso svojo hitrost upočasniti, skratka se ji teža prenese naprej. Ob enem že začenja, že razmišlja o spremembi smeri in zaradi tega pogled v smeri proti zajcu, proti tarči. Pa z repom si pomaga loviti ravnotežje. Potem se še priklopijo gibanje telesa v novo smer. Je različen občutek, ko še te naprej vleče avto v želeno smer, kot pa te samo zvrti. Q7 zmogljiva stvar glede na težo, res presenetljivo. Se mi zdi bolj stabilen, bolj agilen tudi za voziti. Ne bi si mislil, da zna avto toliko, res, častna beseda. Sem začutil razliko pri delovanju elektronskih pripomočkov sistemov v avtomobilu, pa potem, ko so izklopljeni. In to je dejansko ogromna razlika, neverjetna. To so pametni avti. Mi je čisto všeč, da elektronika pomaga in popravi tudi kakšno napako, ki jo mimogrede pač lahko storiš. Nisem si predstavljal, da bo tako dobro. To pa res. Dobra ekipa ste, strašna ekipa, res. Vse ste povedali tako, nikoli ne bi tega zvedel, tega poskusil. Res, hvala lepa. Točno na tem mestu smo vas nekaj oddaj nazaj povabili, da se nam pridružite oziroma da izpolnite na MMC-ju anketo oziroma prijavnico in se nam pridružite tule v Planici na ekskluzivnem zimskem doživetju. V prvih parih urah smo dobili 560 prijav in le 20 vas je bilo tistih, ki ste se nam lahko tule pridružili na snežnem poligonu. Obljubimo, da bomo delavnice še delali, prva bo prišla že kmalu spomladi, do takrat pa nas spremljajte na MMC-ju, Instagramu in Facebooku, do takrat pa poglejte še venček današnjih driftov.